O motivaciji na delovnem mestu, kako motivirati ljudi, kaj sploh je ta motivacija, kaj se skriva za to motivacijo, kakšni so v bistvu, kaj je poanta te motivacije, ne. Dostikrat z vidika nekih direktorjev, menedžerjev v podjetjih, je poanta to, da oni si želijo, da bi pač, uslužbenci bili čim bolj delovno učinkoviti, da bi bili nekako tudi celo v nekem entuziazmu, ne. Spet se mi zdi tule kot prvo, da se lahko povprašujete, katere potrebe skušam jaz zadovoljiti, ko sem v odnosu kot direktor do uslužbencev. Kaj mi je zares pomembno? A mi je pomembno samo, da so zadovoljene moje potrebe, se pravi, da oni samo poslušajo in da naredijo delo, mi je pomembna samo ta delovna učinkovitost, ali si mogoče tudi dejansko želim, imeti stik z njimi, mi je pomemben tudi neki doprinos, mi je pomembna mogoče tudi ena skrb za njih, rast. In kot drug faktor pri motivaciji se mi zdi tudi ključen ta, da se bo motivacija po mojem mnenju bistveno povečala, če bomo obziru in če bomo imeli, eno zavedanje, da so pač oni tudi ljudje in oni imajo tudi svoje potrebe. In kako bomo lahko potem dialog z njimi? V smislu, ja, zanima me, kaj ti še tukaj rabiš, da bi se boljše počutil. Kako lahko jaz kot direktor še boljše podprem tvoje potrebe tukaj? Kako se lahko mogoče spremeni kultura v podjetju, ki bo boljše podpirala tako delovno učinkovitost, finančni doprinos, ampak tudi ostale potrebe, ki jih imajo uslužbenci. Kakšna je lahko sistemska sprememba? Kaj se lahko spremeni v odnosih? Se pravi, mogoče, če so, ne vem, uslužbenci v nekem okolju, kjer je veliko konfliktov in so zato slabe volje in pod stresom in nejevoljni. Ja, kaj lahko tle naredimo? Se pravi, tle odzadaj trpijo potrebe po neki sproščenosti, verjetno po neki kolegialnosti, pripadnosti, videnosti, upoštevanosti, spoštovanju. Kako lahko potem začnemo naslavljati tudi te potrebe? In do tega vedenja o tem, kaj je dejansko potrebno sprovesti in narediti, katere spremembe je potrebno umestiti v tej organizaciji, v tej ekipi, v tem podjetju, do teh informacij lahko pridemo samo skozi dialog. Da imamo en pristen, odprt dialog z uslužbenci, da se srečamo kot človek s človekom, da se nekako preneha ta način, odnosa, ko smo funkcija s funkcijo, ampak ko se lahko srečamo kot človek s človekom, ki skušamo, v tej situaciji, v tej organizaciji, v tem podjetju, vsi zadovoljevati svoje potrebe. In kako lahko potem ustvarjamo okolje, kjer bo čim več teh potreb zadovoljenih. Ne ena za ceno druge, ne govorim o tem. Govorim, kako lahko najdemo neke mogoče, novejše, kreativne rešitve, mogoče, ki jih do zdaj še niso vpeljali, ki še niso poznane. Kako lahko vpeljemo te nove rešitve skozi stik in skozi kreativno razmišljanje in skozi vključevanje. Kako lahko ustvarjamo spremembe, ki vključujejo čim več potreb čim večjih ljudi.